Decembra leta 90 sem bil vojak v Jugoslovanski ljudski armadi. Tole je moja slika iz vojske, kakšen sem bil takrat. In v bistvu je v času plebiscita bilo razglašeno izredno stanje v vojski in od takrat naprej smo imeli stalno osebno orožje pri sebi. Vseskozi smo se tudi kot jugoslovanska vojska pripravljali na ureditev razmer v Sloveniji, tako so nam oficiri tudi rekli. Sam osebno nisem mogel voliti na plebiscitu, ker nisem dobil izhoda iz vojašnice, tako da žal nisem uspel oddati glasu, ki bi ga z velikim veseljem takrat dal za samostojno Slovenijo. No, ko sem doma povedala, da bom dala izjavo o tem, kako se spominjam plebiscitnega dne, so mi otroci rekli, ja, šli ste tja, naredili ste križec, pa zmagali ste, a ne. To je res, ne, to so dejstva, ampak bilo je pa ogromen več tega, kako smo se mi počutili, kakšno je bilo vzdušje. To je bilo nekaj nepopisnega. Še zdaj, ko se spominjam teh dni, je bilo res eno tako vzhičenost smo čutili. Vsi smo bili veseli, razigrani, komaj smo čakali, da bo dan referenduma in seveda pa smo komaj čakali rezultate. Čeprav skoraj je bilo jasno, zakaj smo se odločili, ker s komerkoli si se pogovarjal, vsi so bili za svobodno in samostojno Slovenijo. Pri meni je bilo še tako, da sem pričakovala prvega otroka, sem bila visoko noseča in sem še iz tega sem rekla, evo, on bo pa prvi pravi Slovenc, ki bo že v tako rekoč Sloveniji se rodil. Na plebiscit imam zelo lepe spomine. Spominjam se, da smo čakali na rezultate in ko smo izvedeli, da smo pravzaprav skoraj da vsi glasovali za to, za svobodno, za samostojno Slovenijo. In ko sva ženo slišala, da bo pri Svetem Jakobu oziroma nas v Svetem Jakobu proslava, sva se takoj odločila, da greva tja, ker smo tudi že prej velikokrat odšli tja pa na Sveto Katarino. Spominjam se, da je tašča pazila hčerko in sina, žena pa so se odpeljala z avtomobilom in potem peš na Svetega Jakoba, kjer so bili zbrani tudi nekateri politiki, ki so takrat vodili naš narod. Tako da imam na plebiscit res zelo lepe spomine. Razglasitve Slovenije, samostojne Slovenije se seveda po moje vsak v naši generaciji spominja z vznesenimi občutki in s silnim zadovoljstvom. Jaz mislim, da vsak, ki le mogel, je šel na trg in je bil zraven ob dvigu zastave in ob razglasitvi. Zdaj, jaz sem imela majhnega dojenčka, smo bili mi doma, ampak smo se vsi zbrali, sorodniki, in smo doma seveda po televiziji spremljali razglasitev Slovenije. Naslednji dan je bil pa drugačen. Naslednji dan me je pa mož zbudil in rekel, jaz grem z mopedom v službo, tanki so na cesti, in sem bila seveda zgrožena, kako tanki, sred Evrope, sred ene civilizirane, kultivirane države, kakšni tanki, a res so nas napadli. To je nemogoče, ne. In res napadli so nas, ne. Vsi smo bili zgroženi, jaz mislim šokirani, še zdajle, ne, ker začne se glas tresti. Res je bilo en tak grozen občutek, ne, en občutek, kam smo prišli, kaj se zdaj dogaja, kako lahko nas nekdo tako res hoče s silo zaustaviti od nečesa, do česar imamo pravico. Vojne se najbolj spominjam pravzaprav že od takrat, ko se je pripravljala. Ko je bila na trgu pred skupščino proslava, ko se je prvič dvignila zastava v samostojni Sloveniji, je sredi večera prišlo do dogodka, ki ga ne bom nikdar pozabil. Namreč takrat sta ministra Janša in Bavčar odšla s proslave, odšla z dogodka in ženi sem rekel, Mira, to pa ne bo v redu. Mi nismo vedeli, vemo pa, da je takrat gospod Kučan izrekel tiste preroške besede, da danes nekako lahko praznujemo, jutri je pa nov dan in kaj je prinesel, vemo. V času vojne za osamosvojitev Slovenije sem bil še vedno v jugoslovanski vojski.
Ampak ravno v juniju sem bil na intervenciji na Plitvicah na Hrvaškem. Zaradi tega mi je bilo prihranjeno to, da bi moral kot jugoslovanski vojak iz svoje kasarne oditi v Slovenijo v vojaški napad, kot so to storili tisti, ki so bili z mano v vojašnici. In 7 vojakov iz moje kasarne je tudi umrlo v vojni za Slovenijo. Tako da mi je bilo to prihranjeno. Sem pa potem v prvi priliki, ko sem lahko, sem pobegnil iz jugoslovanske vojske. Samo osamosvojitev sem spremljal po televiziji, po nekem majhnem ekranu, takole približno velikem. Neka ruska televizija je bila to, rumena, in tam, ko sem videl slovensko zastavo, veliko slovensko zastavo, ki se je dvigala na Trgu Republike, sem v solzah hvalil Gospoda za to, da imamo svojo samostojno Slovenijo. Vojne same se spominjam z zelo mešanimi občutki. Morda se mi je najbolj vtisnilo v srce streljanje takrat v Trzinu okrog tistega mosta. Stal sem na balkonu hiše in ko sem poslušal streljanje, sem vedel, da gre zares. Takrat so se v meni zbudili določeni občutki iz vojske in sem vedel, da pač bo lahko tudi težko. Spominjam se tudi, ko je MiG, s katerim so nas strašili, da bo bombardiral ne vem kaj. V glavnem, ko sem enkrat stal pri oknu, sem ga videl in ravno takrat je prebil zvočni zid. Sledili smo, skozi smo sledili po televiziji novice, jaz sem gledala tudi po tujih programih. Na nemški televiziji je bilo ogromno poročil o naši vojni. Zelo so se zavzemali Nemci tudi zato, so nas podpirali v tem našem prizadevanju, da bi bili samostojni. Ob razglasitvi samostojne Slovenije je bilo rečeno, da se končuje vojaški rok slovenskih fantov v jugoslovanski vojski. Sam sem na začetku to razumel zelo dobesedno in sem hotel že prvi večer pobegniti, pa sem kmalu ugotovil, da imam ob sebi angela varuha, torej vojaka, ki je bil zadolžen zame za to, da ne bom pobegnil, in mi je tudi povedal, da me bo ustrelil v hrbet, če bom slučajno poskušal pobegniti. In sicer z argumentom, da sva oba dva prišla skupaj v vojsko in zakaj bi si jaz sedaj skrajšal služenje vojaškega roka in to v najbolj kočljivih trenutkih. On bi pa moral ostati tukaj in pravzaprav skidati to nesnago oziroma opraviti ta težek posel, torej stopiti v vojaški spopad. Zaradi tega sem seveda bil zelo previden in sem potem, ko so se razmere tako uredile, da sem lahko samostojno odšel iz vojašnice, tudi pobegnil. Mož moje sestrične je bil specialec in ona ni vedela, kaj se z njim dogaja, kje je, kako je, še živ ali ni. Sem ga pa slučajno videla na enem nemškem programu, ki je bil v ozadju enega intervjuja, in sem jo takoj klicala, sem rekla, z Milanom je vse v redu, lahko si vdahneš. Najbolj morda zanimivo, morda tudi za koga smešno je bilo pa to, da sem nekako resnično računal, če bi prišlo do bombardiranja, kje bi bil največji udarec, in sem potem ena stara vrata postavil pred tisti oken, za katerega sem nekako menil, da bo tam najbolj izpostavljen. Mislim, da smo imeli tudi ene 2 potovalki pripravljeni, vem tudi, da smo bili pripravljeni, da gremo k stricu, če bo treba bežati in podobne stvari. Tako da so te občutki res malo mešani. In mislim, da se moramo zavedati, da nam samostojnost ni bila podarjena, ampak smo se jo izborili in jo moramo ceniti in moramo biti ponosni na svojo domovino. Ker naša domovina, to ni le korupcija, niso le slabe stvari. Ogromen tega je, kar je dobro v naši Sloveniji in ne smemo si pustiti tega vzeti in tega umazati. Nekako zdaj, ko gledam nazaj, pravzaprav vidim, da je bil naš narod na nek način posebej blagoslovljen, da ni bilo še hujšega, kar je že bilo, je bilo seveda hudo. Marsikaj bo pa verjetno ostalo skrivnost, tako da sem Bogu hvaležen, da sedaj živimo v svobodni, samostojni Sloveniji.